Mi smo velikokrat, ne da bi se zavedali, projekcija pričakovanj drugih. Delamo stvari, da bi bili odobreni, da dobimo neko potrditev. Začeli sva pogovor, Ja, nisva pa povedali, kdo je Alenka Brajnik. z besedami je težko opisati, kako jaz dojemam svet, pa nekdo drugi. Recimo temu neka intuicija, nek občutek. Tudi če nam nekdo nekaj zabrusi, je spet to, lahko rečeva, njegov problem. Odvisno je tudi od tem, koliko se mi s tem v podzavesti strinjamo. Nočeš oziroma nimaš rada, da ti rečemo zdravilka, pa vendar ljudi bereš, preprosto bereš, a lahko tako rečem? Najtežji odnos je s življenjskim sopotnikom, pa starši in otroci. Ki nam pride na pot z določenim namenom. Ja, to smo drug drugemu učitelji. Ključev dobrega počutja se lotevamo danes. Vabljeni k poslušanju, gledalke, gledalci, poslušalke, poslušalci, podcast in Alenka Brajnik. Dober dan. Dober dan, Martina. Ključi dobrega počutja, predvsem zato, ker se vsi radi dobro počutimo, da ne rečem odlično, ampak se premalo zavedamo, da to počutje ustvarjamo sami. Točno tako. Najprej, če se želimo res dobro počutiti, je prav, da vzamemo nase odgovornost za svoje življenje in vse tisto, kar se nam dogaja. Malokrat smo res tako nemočni in se dogajajo stvari iz okolja mimo nas, da ne bi mi morali sprejeti neko odgovornost za tisto, kar se nam je zgodilo, oziroma za slabo počutje. Tudi tisti ljudje, ki se dejansko dobro počutijo in so srečni, zadovoljni, gotovo prispevajo k temu počutju sami in se ne dogaja kar naključno. Zanimivo mi je, ko si pravzaprav nekje objavila, da nas rutina spravi v nek okvir, posledično do skorajda nezadovoljstva in da je kreativnost tista, ki zelo pripomore k temu, če govoriva dobremu počutju. Ja, človek se počuti živ in se počuti dobro, ko je kreativen. Kreativnost je del našega vsakega značaja in vsakega človeka. Že otroci radi rišejo, sestavljajo kocke, kreirajo trenutke in tudi mi se počutimo izjemno dobro, ko ustvarjamo nekaj. Pa naj bo to torta, dobro kosilo, tudi čiščenje kopalnice nenazadnje, neka druženja, ko smo kreativni v službi in doma. Ko pademo v rutino imajo sicer zelo radi majhni otroci, pa starejši ljudje, ker jim dajo občutek varnosti. Mi pa rabimo obrede. To ni neka rutina, ampak obred, s katerim se vračamo vase in v svoj mir, hkrati pa neka rutina, da se vsak dan ponavlja, da se ponavljajo ena in iste zadeve. Potem tukaj umiramo noter, zgubljamo sebe. Ampak kaj pa, če se ne zavedamo, da smo padli v to rutino? Največkrat se ne zavedamo. Samo čutimo, da nam je dolgčas, da smo otopeli, da se nam nič ne premakne. Začutimo lahko celo žalost, občutek osamljenosti. Mi ne moremo biti osamljeni. Samost, recimo, je zelo prijetna, ko imamo sebe. Ko pa sebe nimamo, ko nas je premalo noter, ko premalo kreiramo, se s tem tudi motiviramo k nekim novim idejam. Takrat seveda je občutek žalosti. Ampak imamo premalo sebe, kaj ne? Ja. Smo razpršeni, smo usmerjeni v zunanjost, pa čeprav tukaj, bom rekla, izločiva to materialno sfero. Ja, mi smo velikokrat, ne da bi se zavedali, projekcija pričakovanj drugih. Že kot otrok želiš ustreči mami, očetu, babici in seveda se odzivamo tako, delamo stvari, da bi bili odobreni, da dobimo neko potrditev. In ko smo projekcija pričakovanj drugih, ali so to učitelji, starši, tudi prijatelji, zgubimo sebe. Marsikdo kot odrasel ni več prepričan, kaj je tisto, kar njega osreči. Lahko samo slutimo, čutimo, kdo dejansko smo, ampak nismo v stiku s sabo, ker smo vedno pozorni na to, ali bomo dobili potrditev iz okolja ali ne. Neko odobravanje, ali enostavno moramo spremeniti mnenje, mišljenje, način delovanja, da dobimo to potrditev. In tu nas ni. Dve najslabši prepričanji, o tem si enkrat govorila. Prvo je občutek, da smo odgovorni za čustva drugih.
To me zanima. In drugo, vedno iščemo potrditev zunaj sebe. Se pravi, je to, o tem pravzaprav govoriš, iskati potrditev zunaj sebe, ne biti dovolj sam sebi, ali kako lahko to še razumemo? Ja, v bistvu nimamo dovolj sebe, dovolj zaupanja vase, pa tudi v življenje. Recimo, mi sebi zaupamo zaradi določenih izkušenj. Jaz vem, kaj zmorem in kdaj zmorem. Če pa nimam dovolj izkušenj, že kot otrok, da mi vse izkušnje prepreči mama, ker je preveč, recimo temu, neposesivna, ampak zaščitniška. Ko me poskuša zaščititi, takrat jaz nimam izkušenj in se ne znam odzivati v nekem stresu, v nekih situacijah, takrat zgubljam sebe, iščem podporo zunaj sebe. Se pravi, to nam je položeno v zibelko oziroma v zgodnje otroštvo in potem s tem vzorcem nadaljujemo v odrasli dobi. Tako. In seveda ključ igrajo starši, že njihovi vzorci, njihovi programi in seveda koliko nam dopustijo, da smo mi samostojni. Samostojnost naredi otroka oziroma človeka srečnega. Ampak zdaj greva nazaj. Zakaj mame želimo nadzirati? Zakaj mame želimo imeti roko nad otrokom? Zaradi naših strahov. Ne zaupamo svojemu otroku. Mislimo si, da tisto, kar je on napisal za nalogo, mogoče ni dovolj dobro, ker želimo, da je naš otrok potrjen. Da bo potrjen v šoli z neko dobro oceno, z neko zvezdico. In želimo narediti vse namesto njega zaradi našega lastnega strahu, da bo otrok trpel, ker nič ne boli bolj, kot ko trpi lasten otrok oziroma je žalosten, ko se ne počuti sprejetega. Ampak ko smo bili mi otroci, temu ni bilo tako. Se pravi, odkot je zdaj prišel, bom rekla, še toliko bolj spotenciran ta vzgib starševstva? Prav zato, ker se je marsikdo naših generacij, ko je bil otrok, soočil z nekimi stiskami in se ni zaupal staršem, odrasli osebi, nekomu z izkušnjami, želimo zdaj to preprečiti in gremo v neko skrajnost. Vedno v življenju, če želimo biti srečni, predvsem pa zadovoljni, rabimo ravnovesje. Biti v nekem ravnovesju, nekem ravnotežju in ne iti v skrajnosti. Ne pri hrani, ne pri delu, niti pri vzgoji, sploh pa ne pri zaščitništvu. Drugo prepričanje je občutek, da smo odgovorni za čustva drugih. Ja, in tudi to pride iz otroštva. Nam starši praktično dajo občutke, koliko odgovornosti nosimo in včasih premajhen otrok nosi preveč odgovornosti, ki je ne more sprejeti nase. Recimo, že ko mama govori o svojem počutju, recimo, sem tako utrujena, ne zmorem več v službi, ne vem, kaj bo z mano. Takrat dejansko otrok dobi občutek neizhodnosti iz te situacije. Sam pa ne more pomagati. In to je neka huda stiska, da se potem mi v odrasli dobi odzivamo zelo tako negativno do vsakega stresa. Se nam vse zdi, da je prehudo, pretežko za nas, ker smo bili v stiku s prehudo odgovornostjo kot otroci. Zdaj pa, kar se tiče čustev, ki jih mi jemljemo nase oziroma se čutimo odgovorni, bi jaz povedala kar primer, recimo, kako se lahko to zgodi. Predvsem, kako se tega rešiti. Tudi ja. Ampak da opazimo neko situacijo, imamo 2 otroka v peskovniku in zraven sta seveda tudi mamici. Recimo, da ima ta otroka tam 4-5 let. En otrok ima s sabo igračke, drugi pa jih ni vzel. In zdaj ta otrok, ki nima igračk, seveda prosi tega drugega otroka, naj mu jih posodi, seveda, da bi delili. In mamica tega otroka, ki ima s sabo igrače, recimo kanglico, lopatko, začne svojega otroka nagovarjati, posodi, saj ti boš imel doma. Vidiš, da je fantek žalosten. In s tem prenese čustva drugega fantka, ki ne bi bil žalosten, kot odgovornost svojega otroka. Žalosten bo zaradi tebe. Namesto, da bi otroka vprašala, a veš, kaj si želi fantek, kaj misliš, kako se počuti, kako se bi pa ti počutil, če bi to zdaj delil. In otroci so zelo preprosti. Otrok bi sigurno rekel, on je pozabil doma. Recimo drugič ne bo oziroma bi sodeloval in potem tudi posodil svoje igrače. Se pravi, s ponavljajočimi tovrstnimi, bom rekla, dejanji ustvarjamo
karakter, če rečem takole, Ja, odraslega take- človeka, oziroma odzivnost na čustva nekoga drugega. Prav take vzorce, kar recimo potem tudi rečemo, napiši hitro nalogo, da oče ne bo jezen. Pojej eno lončnico, da ne bo babica žalostna. In potem, ko odrastemo, se nam zdi, da nosimo na sebi breme vseh občutkov drugih ljudi. In zelo pazimo, recimo pridemo v službo in vidimo, da je sodelavka nevoljna in takoj poskušamo motivirati. Pridemo v službo in imamo na primer pogovor s sodelavko, ki ne vem, ene naloge ni opravila dovolj dobro po določenih merilih in je potem, ko ji predočiš to ne dovolj dobro, se spet vprašanje, kaj je in kaj ni dovolj dobro, je užaljena, je morda maščevalna, Ja. je morda, ne vem, se v njej zbudijo negativna čustva. Se pravi, je to moj problem ali je to njen problem? Kako se ona odziva, je čisto njena odločitev oziroma njeni vzorci. Pri nas, ki predajamo sporočilo, je pa pomembno, da smo spoštljivi. Mi lahko nekaj tudi ovrednotimo kot slabo opravljeno oziroma ne dovolj dobro, ampak je pomemben način. Ko mi podamo informacijo na spoštljiv način, se lahko nekdo drug tudi odzove zelo negativno, ker zbudi v njemu neko rano, nek mehanizem. Mi zelo rabimo te potrditve. Ne maramo biti kritizirani. In takrat, ko nimamo potrditve, se odzovemo tudi seveda z obrambnim mehanizmom, ki je lahko agresija, To enako užaljenost. velja ne, za komunikacijo do otroka, do partnerja, morda Do še vseh bolj. ljudi. Ja. Seveda. Potrebno je povedati na spoštljiv način, kaj bo druga oseba naredila, čeprav razumem, s tem sporočilom. Je njena odgovornost. Mi se vsakič odločimo, to so sekunde, ampak vsakič je odločitev, da se odločimo, kako bomo reagirali in kako lahko ne reagiramo. Mi imamo naš našo inteligenco, ki nam omogoča, da lahko situacijo presodimo. Je pa navada tista, da ne reagiramo prehitro. In spoštovanje je tisto prvo, kar dolgujemo tudi sebe. Že če sebe spoštujemo dovolj, ne bomo do drugih arogantni, napadalni in si ne želimo druge razvrednotiti ali ponižati. Ampak po drugi strani, tudi če nam nekdo nekaj zabrusi, ne, je pravzaprav zadeva do te mere naša, kolikor temu posvečamo pozornost. Ja. Se pravi, koliko se s tem obremenjujemo. Če je nekdo tak do nas, je spet to, lahko rečeva, njegov problem. Ja, odvisno tudi od tem, koliko se mi s tem v podzavesti strinjamo. Če imamo dvome, nizko samopodobo in nam nekdo nekaj zabrusi, se lahko zelo zapremo, nas močno prizadene, negotovi smo vase. Ali pa gremo z neko obrambo in smo nazaj agresivni. V resnici pa... Ampak ne eno, ne drugo ni Ne, verjetno ker prava ta pot. človek je mogoče zabrusil, ker je to njegov vzorec, njegova navada. Sploh nismo poskušali ugotoviti, kaj s tem točno on želi doseči ali sporočiti, ali ima vedno premalo prostora, da bi se izrazil in je to čisto njegova navada. In je spet naša stvar, kako se odločimo na tako agresivno ravnanje, odzvati. Ne rabimo vzeti, da je to moje, zame. On izraža tukaj močno nespoštovanje do samega sebe, da ne zna kontrolirati osnovnih čustev in se potem tako odziva. Nedolgo nazaj, pač naše generacije, naše otroštvo, je veljalo, da so take osebe močne, inteligentne, da imajo mogoče celo prav. Nismo razumeli, da je bilo to tako ravnanje v bistvu zelo nezrelo. Alenka, a se strinjaš, da so odnosi težki? Ali ne? Ja. So. Najtežji. Najtežji je naš odnos do samega sebe, ker se vedno iščemo, kje smo, kdo smo. In najtežji odnos je seveda z življenjskim sopotnikom, pa starši in otroci. Ki nam pride na pot z določenim namenom, če partnerja zdaj omenjava? Ja, to smo drug drugemu učitelji, drug drugemu smo zrcalo in mislim, da ni naključje. Da vedno so neke podobnosti med nami, oziroma lahko bi rekli neke lekcije, nekaj, kar se tukaj ven lahko naučimo. Kaj pa, če se zgodi, da morda s tem partnerjem, življenjskim sopotnikom, tako imaš raje, da se ga poimenuje, nimamo enakih vrednot, mogoče ne rasteva vzporedno. Kaj to kaže? Tudi to je namen
mogoče prepoznati, zakaj je nekdo prišel v naše življenje? Vsekakor mi srečamo druge ljudi, da nam pokažejo, kaj imamo mi v sebi. Vsak drugi nam svojo komunikacijo in odnosom do nas samo sporoča, kako mi čutimo do sebe. Če je nekdo do nas agresiven, čutimo, da smo nevredni in nam on to pokaže. In enako z našim življenjskim sopotnikom, možem, ženo, se dogaja, da če je nekdo grob, agresiven ali da ne vidi svojega partnerja, da mu ne da pravega mesta spoštovanja, pomeni, da tudi ta oseba o sebi nima dobrega mnenja. Recimo jaz kot žena nimam dobrega mnenja o sebi, če partner z mano ne ravna spoštljivo. Tako, Se pravi, so vsi ti odnosi partnerski, s prijatelji, sodelavci na nek način zrcalo naše notranjosti potem takem? tako čutim jaz, ja. To čutim kot neko resnico, da je vse okolje neko zrcalo, ki nam kaže, kako mi čutimo sebe in življenje. S tem, da če nimamo enakih vrednot, moralnih prepričanj, se moramo čisto podrediti in izgubiti sebe. Ker mi se razumemo glede na naše vrednote. Ko vrednote niso enake, podobne, takrat se težko ujamemo. Se pravi, potem je pravzaprav vprašanje smisla, zakaj z nekom korakati po isti poti, kaj ne? Tako, ker potem je ta veza lahko prijateljska, ampak prijatelj pa ni življenjski sopotnik, oziroma mož, žena, tisti, s katerim deliš lepe, težke trenutke. Je tudi prijatelj, seveda, ker v težkih momentih je prav prijateljstvo tisto, ki nam pomaga iti naprej. Ampak ne vedno ni za vztrajati, je pa treba kar fajn razčleniti in pogledati, kaj tukaj ven se moramo še naučiti o sebi, da se napaka oziroma izbira partnerja, ki nam kaže samo na rane in bolečine, ne ponovi. Ampak same po sebi te rane ne izginejo, ne? Ma navadno ne. Včasih pride celo bolezen, ki nas ustavi, ki nam reče stop, zdaj pa ne moreš več hiteti v isto smer, ukvarjaj se s sabo, ker mi se zelo ukvarjamo z vsemi drugimi prilikami, neprilikami. Pa nasplošno opažaš pri ljudeh, da se ukvarjajo s vsemi drugimi in premalo s sabo? Zelo pogosto. To opažamo lahko jaz tudi pri sebi, pri svoji družini. Zelo enostavno je se ukvarjati z drugimi, s tekočimi zadevami, ne pa tako s sabo, s svojimi občutki in odzivi. Nismo toliko v stiku s sabo, ker je bilo vedno pri vzgoji, pri naših vzorcih pomembno, kako se okolje odziva na nas in pazimo, da ravnamo tako, da se bo okolje pozitivno odzivalo na nas, nismo pa v stiku res s sabo, ne? A si bova privoščili požirek čaja? Ja. Toliko govoriva, ampak medtem, ko bom jaz spraševala, ti kar izvoli, če ti paša. Začeli sva pogovor, nisva pa povedali, kdo je Alenka Brajnik. Ja, res ne. Nočeš oziroma nimaš rada, da ti rečemo zdravilka, terapeutka morda že. Ampak če poveva vsem, ki so zdaj le z nama, pa vendar ljudi bereš, preprosto bereš, a lahko tako rečem? Lahko bi tudi tako rekli. Tukaj pri razlagi lahko pride do nekih seveda nesporazumov, ker vsak človek je čisto unikaten in z besedami je težko opisati, kako jaz dojemam svet, pa nekdo drugi. Ja, recimo temu neka intuicija, nek občutek, ki pove pri ljudeh, kaj je tisto, kar jih drži na mestu, kaj je tisti vozu, kjer se ljudje zavozlamo, pa ne znamo ven. Ne vidimo rešitve in se nam vedno zdi, da smo kar nekako blokirani na mestu, da ponavljamo ena in iste vzorce, da se nam ponavlja ena in iste stvari in veliko ljudi pove, toliko sem spremenil, toliko sem napravil, ampak ponavljajo se ena in iste zagate. Zakaj? In tukaj je mogoče nek drugačen pogled pomaga, da razvozlamo, kaj je še tisto, kar moramo spremeniti. Ni pa to vedno fajn slišati. Pa tudi sami... Ampak to začutiš, to vidiš, to dobesedno res... Težko je razumeti. Ja, nekako se izpiše, se pokaže kot neka podoba, lahko tudi kot nek zapis in oseba potem to potrdi. Včasih se ne razumemo takoj,
ker smo velikokrat v zanikanju. Želimo biti v vlogi žrtve, nemočni, da dobivamo potrditve iz okolja. To je kot neko tako trgovanje. Se pravi, Lahko pa tudi sami testiramo, zakaj smo na mestu. A povem recimo en absolutno, primer. ja. Recimo, Na mestu, če rečeva, naprimer, da da nekdo mora prebrati, kaj se dogaja v naši podzavesti, moramo preveriti naše misli in naše pogovore. Vzamemo nek dnevnik, nek zvezek in vsakeč, ko imamo telefonski pogovor ali pogovor s prijateljico, znancem, z nekom, ki redno komuniciramo, si zapišemo, o čem je tekla debata. Ko mi čez nekaj mesecev odpremo ta naš dnevnik, bomo videli, da govorimo ene in iste stvari. To pomeni, da smo v ene in isti energiji. Če pa mi želimo stopiti iz tiste energije, moramo drugače ne samo razmišljati, najprej govoriti. Se pravi, se usmeriti v to, da iščem rešitve, iščem kreativnost, kaj bomo počeli lepega, kaj bo dobrega, kam jaz usmerjam mojo energijo. Ker mi porabimo ogromno energije za reševanje nekih situacij, ki se sploh še niso zgodile. Mi porabimo ogromno energije za malenkosti, za stvari, ki niso več pomembne, ker so se zgodile včeraj, lani, nekateri vlečejo stvari izpred 5 let. In ko opazujemo, kaj mi klepetamo s prijatelji, sestro, bratom, starši, ugotovimo, da vlečemo več let lahko ene in iste pogovore. in kako izstopiti iz tega? Prav tako, da ko recimo imam za poklicati prijateljico, si rečem, govorila bom o tem in tem, imam neko idejo, bi speljali mogoče skupaj, greva na nek pohod oziroma na sprehod ali bi ustvarili neko lepo idejo, nek dogodek, da se usmerjamo k ustvarjanju, k kreiranju, ker nas to potegne ven iz energije težkih misli, občutkov nemoči. Ker ostajamo v tej energiji nemoči, se nam nič ne spremeni. Vedno znova nas pripelje do tega občutka, saj si nemočen, saj ne zmoraš, mogoče občutek celo, da se ne splača. Ampak zakaj eni zmorejo, drugi ne? Se pravi, so neke blokade prisotne pri človeku, ti velikokrat izpostaviš, da tudi po liniji rodu? Ja. Mi podedujemo ne samo barvo oči, poteze na obrazu, podedujemo tudi karaktere, če je trmasto babica. In tako podedujemo še marsikakšen drugi vzorec in način razmišljanja, način dojemanja sveta. Otrokom starši povejo, kakšen je svet. Starši povejo otroku, kako je hoditi v službo, ali je prijetno, ali je to mučno. Starši povejo otroku, ali je pospravljanje in čiščenje stanovanja naporno, ali je to zabava, ali se da malo muzike, malo potelovadi. Pa niti ni treba besed, ne? Ne. Mi se učimo s posnemanjem. Dejanja so tiste, in ko posnemamo svoje starše, prijatelje. Recimo, jaz lahko ti povem, kako nekaj počnem, pečem torto, ampak če rečem, pridi, ti bom pokazala, si dosti bolj zapomneš. In zgled, ki ga damo drugim, ki ga dajo učitelji, starši, pač tisti, ki je zgled nekem otroku, mu da največji vtis. In če so že starši bili nemočni, z nizko samopodobo, da so videli v življenju veliko trpkega, oziroma so se tudi odločali ne imeti izkušnje, da bi se izognili neki bolečini, so potem razočaranja. Pa je smiselno, da pogledamo nazaj, kaj so nam dali starši? Jaz mislim, da ja. Da je življenje samo, ko ob neki priliki nas kar pripelje do te točke, Ko moramo pogledati. Ja, da se ozremo v to, kaj nam sporočajo starši, kaj nam sporoča samo otroštvo in koliko smo jim še vedno podobni. Kaj je tisto, kar še vedno ponavljamo, kot mama, kot oče. Mi naj bi naše starše prerasli, razumeli in prerasli njihova dejanja, njihova prepričanja, razmišljanja, seveda v dobro. Če nam pride Alenka na pot, mogoče. Tudi kakšna dobra knjiga, neka ustvarjalnost, nekaj, kjer se srečamo s sabo. Preveč je vseh informacij, ki prihaja in niso vse dobre, niso vse podporne. Jaz se držim tega mota, da ne verjamem nikoli tistemu, ki blati druge, ker to vedno počnemo iz svoje lastne negotovosti. Blatenje enako opravljanje? Mogoče tudi, če opravljamo v slabo smer, ja. Da blatiš dobro ime nekoga, ravnanje nekoga. Včasih to počnemo, ker drugega ne razumemo, oziroma ker smo sami negotovi vase. Resnično ne verjamem nobenemu, ki blati druge, in ne verjamem tistemu, ki straši.
ki vnaša strah med ljudi. Se pravi, že potem informacije se lahko malo tako prefiltrira. Ampak kaj ti čutiš pri človeku? Se pravi, tudi tako, ko smo se mi dve srečali, začutiš sogovornika, začutiš človeka, dobiš nek, kot si rekla, zapis, brez da bi te ta vprašal potem. Ja, to in potem zbežiš ali ostaneš. To zmoremo vsi. Glede na razvitost našega čelnega režnja imamo razvito empatijo. Bolj močno, kot je razvit čelni režen, bolj močna, kot je empatija, prej začutimo drugega človeka. Ampak najprej moramo imeti empatijo do sebe. Ko sebe poznamo in čutimo, začutimo lahko tudi druge ljudi. In to je pomembno za intuicijo. Jaz pri ljudeh najprej začutim čustva, ker je to zelo močna energija. Tako da, ko začutim čustva, recimo je to lahko nek strah, žalost, osamljenost, pri nekaterih seveda veselje, ljubezen. Mi smo paleta vseh teh čustev. Se pa čuti taka koncentracija energije teh čustev, kot neka struktura v ljudeh, ki so dalj časa žalostni, to sem hotela vprašati. Se pravi, to so čustva, ki prevladujejo na osnovi ene časovnice. Ja. Ni to čustvo, ki je prisotno ta hip in jutri bo morda ob isti uri drugo čustvo. Točno tako. Čuti se, zazna se tisto, s čemer mi živimo recimo zadnje obdobje. Če je čustvo zelo intenzivno, je to obdobje lahko kratko, 2 tedna, če je čustvo tako zelo močno. In potem se strukturira, ker vsako čustvo je energija, močna energija. Recimo ob žalosti mi izgubimo toliko energije, da telo nima moči, telo boli. Ljudje, ko so v depresiji, se ne zmorejo počesati, urediti, ne morejo iz postelje, tako so utrujeni. Ker žalost dovoli, da energija toliko odteka oziroma niti ne zadržimo. Medtem ko pri jezi pa smo nabiti z energijo. Z jezo lahko recimo zalučamo nek kamen dosti dalj, kot pa ko nismo jezni. To je ta adrenalin, ki nam omogoči dodatno energijo. In seveda ta energija se strukturira, nikamor ne gre, čaka na neko transformacijo. In včasih se transformira potem v neki izbruh, jeze, paničnega napada, čistega zloma ali pa neke bolezni. Nekaj, kar nam pove, ne ukvarjaj se več z okoljem, ampak zdaj se lahko ukvarjaš samo s sabo. Ampak ljudje slišijo, ljudem poveš, kakšna čustva zaznavaš pri njih? Navadno, če me vprašajo, ja. Nikoli ne kar pametujem, če nekdo ne vpraša. Ampak s kakšnimi vprašanji potem takem pridejo do tebe? Zakaj se mi je nekaj zgodilo, zakaj tako trpim? Takrat tudi vzamejo odgovornost nase, želijo vedeti, postavijo vprašanje. Smo zelo različni, vsi imamo v sebi tudi vlogo žrtve. In včasih, da malo pojokcamo, da smo malo žrtev, tako paša recimo. Ampak ljudje, ki so pa vajeni biti v vlogi žrtve, najdejo problem za vsako rešitev. In seveda tudi taki iščejo terapevta, ker rabijo neko potrditev, neko se nahraniti z neko energijo. In zelo enostavno je ločiti človeka, ki je v žrtvi, ker za vse krivi druge, ne sprejmejo nobene odgovornosti nase, ampak je kriv zdravnik, je kriv slab zrak, so krivi v službi. Ampak kaj rečeš takemu človeku? Da mora razumeti, da je v taki službi oziroma srečal tistega zdravnika na podlagi svoje notranje biti. On pritegne to v svoje življenje, torej je treba vzeti odgovornost. Meni se to dogaja. Kaj je torej v meni, da to pritegne? V resnici nismo žrtve, se pa zapletemo v neko nesrečno situacijo, kjer smo nemočni, ampak to ni žrtev. In žrtev nikoli ne prevzame te odgovornosti, da bi vedela, kaj je napraviti. Recimo, ko nisem v žrtvi, rečem, Martina, jaz rabim samo en lep pogovor s tabo oziroma deva spet kavo skupaj. Ko sem pa v žrtvi, pa ne vem, kaj bi in karkoli mi ponudiš, mi ni dovolj dobro. Vedno znova jamram in ne morem izstopiti iz teh občutkov, da te želim dobesedno popiti, posesati. Ampak je veliko ljudi, ki te obišče pri tebi zaradi zdravja, bolezni, hudih preizkušenj? Ja, največ je to zaradi nekih travm, srečanje z boleznijo svojo ali svojih otrok, nekih drugih stisk, recimo posilstev, agresije. Praktično neka travma, ki človeka zareže tako globoko, da
ne najde sam moči oziroma nima tiste moči, da lahko gre naprej, da najde smisel takrat, ko smisla ni videti. In seveda so sistemi, načini, ko se lahko ljudem pomaga, da osmislijo svoj obstoj, tudi svoje življenje naprej, ko se zgodijo tako zelo hude situacije in prilike. Kako to vpliva na te, ko se soočaš tudi s težkimi primeri? Ja, imam veliko sočutja. Drugače si ne bi vzela toliko časa za te osebe, za ljudi. Ampak ne morejo se mi ljudje smiliti, ker bi me potem popilo. Se pravi, jih ne vidim kot žrtev, ampak kot nekoga, ki zmore to situacijo. In smisel tega je, da potem svojo zgodbo pove in pokaže tudi drugim. Da vedno znova najdemo moč in pot ven. Iščemo rešitve, se ne zapletamo v tisto, kaj je bilo, zakaj je bilo. Ampak ti dejansko tudi že vidiš razplet, ne? Pa ga največkrat ne poveš, verjetno. Ne, ker je to odgovornost vsakega posameznika. Včasih je premalo moči, da bi bil razplet tako, kot ga bi želeli in bi prinesel neko harmonijo. Včasih smo se naučili premalo, pa rabi lekcija še nekaj časa trajati. Oziroma, ni to neka lekcija, ki nas bi trpinčila. Včasih mora nekdo samo prositi za pomoč. Ampak ne, ko nekdo pride z neko, bom rekla, težko preizkušnjo zanj osebno do tebe, je verjetno beseda vse se zgodi z namenom, tista, ki ne naleti na pravi odziv, če ravno verjetno je nekaj resnice v temu. Tako vidim, tako dojamem, da se je zgodilo prav tisto, kar ta oseba rabi za svojo rast. Mi, ko teče vse gladko in vse dobro, postanemo velikokrat brezbrižni. Tudi premalo sočutni mogoče do sebe, do svojega telesa. Ne ravnamo lepo s svojim telesom, včasih prav mačehovsko, ko nam to ne sporoči, da to ni to. Ko pa trpimo, smo bolj osredotočeni. Smo bolj v trenutku in smo bolj zavestni in mogoče tudi bolj sočutni do drugih. Ko imam neko trpko izkušnjo, bom bolj sočutna do nekoga, ki to doživlja. Ne bom gledala zviška na tisto izkušnjo, bom bolj razumela. Ko je trpljenja preveč, ni to dobro za človeka, to nas zagreni. Ko predolgo časa boli, ko traja res hudo trpljenje, človeka spremeni do te mere, da lahko postane zloben, agresiven, ker nam zlomi tisto dobro, kar je v nas, tisto bit in vero v dobro, neko upanje vzame. In kar nam vzame upanje, takrat potem zgubimo sebe in nismo več mi, nismo dobri. Bolezen je naš učitelj, to velikokrat poudariš, predvsem pa pride za to, da spremenimo naš odnos do življenja. Sebe in do življenja, ja. Ja. Se pravi, a lahko rečeš, da potem takem nekaj delamo, ne vem, če je pravi izraz narobe, ali nismo do sebe dovolj sočutni morda? Ja, ljudje velikokrat povejo, delam dobro drugim, sebi. Ampak začeti je treba prav na začetku. Recimo smo utrujeni, pa popijemo kavo, namesto da bi šli 15 minut počivati. Prepozno hodimo spat. To ni ljubezen do svojega telesa. Ni spoštljivo, če se preganjamo in rečemo, se zmorem, pa še to naredim, pa še to zdržim. Tukaj ne slišimo sebe in ko pride potem bolezen, pa ne bo to neka viroza in nas spravi v posteljo, mi želimo takoj ozdraveti. Ne vidimo, da je to prilika in da se moramo v miru pozdraviti, ne pa hitro. In tudi drugim rečemo, hitro se pozdravi. Ne, v miru se pozdravi. Ampak danes je to drugače, ne? V preteklosti vendarle ni bilo to tako izrazito. Ne. Način življenja, čas je tekel drugače. Ljudje smo živeli bolj počasi, bolj v tistem trenutku. Vzeli smo si več časa za druženje, za pogovore. A bo prišel še ta čas? Jaz upam, da ja. Upam, da ja, ker ko preveč trčimo v neko skrajnost, kot sva v začetku rekli, pomembno je ravnovesje. Ko trčimo v neko skrajnost, se ne počutimo dobro, ampak rabimo veliko časa, da to spoznamo. Smo kar trmasti pri tem, ko si zadamo nek cilj, recimo, da verjamemo, da je naše dobro počutje skrito v nekih ravnanjih, pretiranemu delu in dokazovanju. Tukaj ni sreče, tukaj je iskanje samega sebe zunaj in tukaj resnično ne najdemo pravega zadovoljstva, ampak samo utrujenost in velikokrat razočaranje. Tisti majhni uspehi so pa tako kratki in
je predrago. Vse, kar nastane notranjega miru, je predrago. In kako ne do tega notranjega miru? Ti si en tak primer, tako se mi zdi, ne? Da ne poznaš besede stres. Mislim, umirjena, osrediščena, osredotočena. Ja. Se pravi, kako človek pride do tega stanja? Mislim, da vsi poznamo občutek stresa, ga pa lahko takoj prepoznamo in se znamo vest v stanju stresa. Tako kot z vsakim osnovnim čustvom, ko ga prepoznamo, znamo z njim ravnati, da se nas ne polasti. Okay. So pa osebe, ki se jih stres dobesedno polasti in delujejo pod hudimi pritiski, se izčrpavajo in tudi zbolijo, zgorijo recimo. Da dosežemo notranji mir, mogoče se sliši zelo preprosto, ampak je zvestoba samemu sebi in svojim občutkom. To pa tudi pomeni med sebe rad. Vem, kaj čutim in to spoštujem. Če nimam časa, bom povedala, danes nimam časa, deva se dobiti jutri. Spoštujem svoje občutke, sem utrujena, se bom usedla. To je ljubezen do sebe in tukaj potem tudi mir. Da ne rabim nekaj nujno narediti in nujno opraviti. Ker življenje teče s svojim ritmom in včasih se toliko preganjamo in ko pogledamo nazaj, vidimo, da ni bilo potrebno. Je pa res, da meni se življenje zdi prav drugačno, kot je recimo šola. V šoli se najprej učimo neko snov in potem pišemo test. V življenju pa dobiš test in komaj čez par let pogledaš in vidiš, to sem se mogel naučiti. Tako da, ko pogledamo za nazaj, kaj, kdaj, kako smo se dobro počutili. Smo se dobro počutili takrat, ko smo bili z ljudmi, ki nas čutijo, kjer je razumevanje, kjer je spoštovanje. In ko gremo v spominih nazaj, se spomnimo recimo Božič, se spomnimo vonja po potici, po smrečici, občutka topline, se ne spomnimo, kaj smo dobili za darilo. Tako da, ja, mir je v tem, da smo zvesti sebi in svojim občutkom. In tudi razumeti, ali je to občutek, ki je resnično moj, ali je to neko prepričanje, ki prihaja do zunaj, morala bi nekaj narediti, oziroma nekaj doseči. Kaj pa želim si nekaj narediti? Ne vem, želim si speči pecivo ali kruh, potem, ko pridem iz službe, pa če tudi sem utrujena. Ja, če nas to sprosti, je vsekakor prav, je neka kreativnost. Ampak če pa želimo speči ta kruh, te piškote, zato da povabimo potem sosede, prijatelje, si pa moramo stvar olajšati in povedati, saj je toliko prilik, da to spečem in počastim, danes pač ne morem, ne uspem, tako, ne zmorem. Tako. Pač je tista beseda, ki si jo morda premalokrat rečemo, kaj ne? Ja. Si priznamo, no? Tako, biti v občutku to, kar čutim in to res spoštovati. Morda je tu pomembno izpostaviti tudi postavljanje mej. Morda najprej sebi, potem pa vsem okrog sebe. Vedno sebi, mi težko sebi postavimo mejo in to se vse začne in konča pri tem iskanju potrditve. Kot otrok smo bili mogoče naučeni, da nas imajo starši radi, ker nekaj opravimo, kar opravimo dobro. In smo bili tudi pohvaljeni in smo se začutili ljubljeni takrat, ko smo nekaj dosegali, ne pa zato, ker obstajamo. Mi vsi vemo, da otroka imamo radi, zato ker je naš otrok in je vreden in dragocen, vreden vse ljubezni, že zato, ker je tukaj, ne zato, ker je priden. Ampak mi iščemo to potrditev za našo pridnost in ustreznost vse povsod zunaj nas in seveda nas to potem na dolgi rok izčrpava in si ne zmoremo postaviti meje. Postane že nezaveden vzorec, da vedno prečkamo tisto mejo in je ne postavljamo sebi. To pomeni iti prek sebe, ne? Ja. Ampak kot praviš, je ta notranji mir sprejemanje in prepuščanje. Se pravi, tudi pretiran nadzor je tisti, ki nas oddaljuje od te umirjenosti. Ja, mi zato, ker se ne počutimo dovolj varne, sploh ženske. Rabimo ves čas se nadzirati. Hladilnik je poln, kje si bil, s kom si bil, imaš za obleč. Vsako stvar moramo imeti situacijo pod nadzorom. Če bi se dalo, bi zlezli še možu v glavi in nadzirali, kaj kako razmišlja. To nam da nek občutek zagotovila in varnosti. Ampak iskanje te varnosti nam samo pove, da smo prepolni strahov. Da delujemo s temi mehanizmi strahov in strah je pa, seveda, jaz temu rečem odsotnost Boga.
lahko bi rekli odsotnost zaupanja. Ne zaupam v življenje, ne zaupam sama sebi, da zmorem čez neko težko priliko. Mi to ne bi naučili že otroke, da zaupajo sami sebi. Ni nujno, da bodo izpeljali najboljše, ampak si morajo zaupati, da kot bodo izpeljali, je v tistem trenutku najboljše možno, oziroma prva stopnica, da bodo naslednjič izpeljali boljše, lažje oziroma z drugačnim izidom. Vse pa je vaja. In kako prebuditi to zaupanje? Samo z prakso, s tem, da se soočamo. Mi naredimo zame največjo napako, ker se potem začnemo izogibati. Da ne bi naredili narobe, da ne bi bili prizadeti, se začnemo izogibati situacijam. Ampak ko se soočamo, s tem pridobivamo tudi zaupanje, samostojnost, občutek zmorem, ali pa bi rekli, sploh nisem uspel, ampak sem videl, da ni konec sveta. Znam vprašati za podporo, za pot in mi gre v redu. Vedno boljše, bolj kot se soočamo, boljše je. Začeli smo pogovor s ključi dobrega počutja, pa mislim, da še nismo čisto odgovorili na to vprašanje. Ja. Kateri so tisti ključni za to, da smo dobro v svoji koži? Tako kot sva rekla, zvestoba sebi, svojim prepričanjem in spoštovanje. Da toliko spoštujemo sebe, da vse, kar pride iz okolja, ne vzamemo kar za svoje. Pa ne bo to grda opaska, neko poniževanje, agresija ali pa zgoraj nepotrebna informacija. Mi se vedno odločamo, kaj vzamemo za svoje in kaj ne. Tako je tudi Antoni de Melo zapisal v eni knjigi, da če bi nam podarili nek zguljen, star in smrdljiv plašč, ga ne bi vzeli. Bi rekli ne hvala. Ampak zmerljivke pa marsikdaj vzamemo za svoje in se z njimi ukvarjamo. Smo celo užaljeni. Ampak mogoče se je fajn naučiti, da nas ne more prizadeti nekdo, ki ga ne cenimo. Ne more nas užaliti nekdo, ki ne moremo spoštovati njegovega načina, njegovih dejanj. Ključno zame, ta ključ dobrega počutja so lepi in dobri odnosi s sabo, pozitivna naravnanost do življenja, da pričakujemo dobro in tudi takrat, ko gre težko, ko so trpke situacije, se zavedati, kaj v tistem trenutku imamo. Nečesa se moramo prijeti. Imamo mogoče družino, prijatelja, imamo možnosti, ki jih naši predniki niso imeli. Imamo zdravstvo, imamo lekarno, imamo prevoze, toplo doma, imamo tekočo vodo. Se pravi, karkoli se nam dogaja. Ampak vse to ne jemljemo vedno znova kot nekaj samoumevnega. Ja. Ko imamo vse to, se ukvarjamo zato, ker imamo, ne vem, podrsane čevlje, hipotetično. Se pravi, vedno najdemo nekaj, zaradi česar ni vse tako, kot si želimo, da bi bilo. Zdaj tako hipotetično to govoriva. Pa vendar je velikokrat tako. Ja, želimo nadzirati našo srečo. Se pravi, tudi to je na nek način nadzor. Nadzor, ker želimo nadzirati srečo, glede na prepričanja, kaj to sreča je, kaj nas bo srečilo. Včasih so stari ljudje rekli, ko bodo vaši otroci siti, boste srečni. Naši otroci so siti. Mi spet iščemo potem srečo drugje izven sebe. Ne vprašamo se, kaj dejansko občutek sreče sploh pomeni, tisto zadovoljstvo, ker resnično ne pride iz okolja. Iz okolja pride občutek varnosti in udobja, ne pa resnično tiste sreče. Ko vidimo, kaj imamo, smo čuječi in pozorni na to. Lahko bi temu rekli hvaležnost. Ampak recimo jaz raje uporabim čuječnost, ker hvaležnost včasih čutimo tudi iz nekih občutkov krivde. Imam veliko in potem se moram za to odkupiti. Se pravi, sem čuječa vsega dobrega, kar imam. Imam veliko možnosti. Imamo možnost knjižnic, znanja. Naše babice tega niso imele. Drugače, bolj preprosto so se soočali z enakimi travmami, kot se mi danes. Ampak razlika je pri tem, da smo zdaj veliko bolj v vlogi žrtve, da je preveč informacij in premalo sodelujemo drug s drugim. Premalo zaupamo življenju. Mogoče je bila tudi vera v preteklosti tista, na katero so se ljudje naslonili. Ko je bilo pretežko nositi, so to prepustili Bogu. Mi ne zaupamo v, recimo, našo božansko bit, v Boga. Ne poznamo tega dela sebe, kaj zmore človek kot tak, ampak tisti, ki dajo čez resnično težke stvari in jih vprašamo, kako si zdržal, ponavadi reče, ne vem,
neka sila je bila v meni in je kar šlo naprej. In ne znajo ljudje opisati ali opredeliti, kako so zmogli. Ja, nekoč je tudi vera pripomogla k temu in slepo zaupanje v dobro molitve, kar danes nimamo, da bi se tega oprijeli. Možnosti je pa veliko. Ljudje, ki pridejo do tebe, pa so res morda zelo bolni in verjetno se dotaknete tudi preteklosti, njihovih odnosov, življenja kot takega, dela. Zakaj jim je največkrat žal? Kaj je tisto, kar bi spremenili, če bi lahko? Morda tudi, da bi se obvarovali pred boleznjo kot tako. Največ ljudi pri stiku z umrljivostjo, s približevanjem dneva odhoda, pove, da jim je žal za vse tisto, kar si niso drzali, kar niso poskusili, kar je šel čas mimo in so, povejo, bili pasivni. Ne obžalujejo nič, kar so naredili. Odsotnost poguma. Tako. Malokrat obžalujejo, kar so naredili narobe, ker sploh pri koncu zelo tako odprto ljudje dojemamo, da je tudi tisto, kar smo naredili narobe, nečemu služilo, nekemu spoznanju. Ker mi, ko naredimo nekaj narobe in v sebi potem obžalujemo, se lahko spremenimo. Dokler mi ne obžalujemo in ne vidimo, kaj smo naredili narobe, se ne spreminjamo. Ljudi na koncu bolezen tudi spremeni in obžalujejo, ampak ni jim pa žal, da se je to zgodilo. Ker če ne bi bilo obžalovanja in ne bi imeli prilike se spremeniti. Ne bi bilo prilike, da bi videli neke resnice, resničnih potez drugih vpletenih ljudi. Ena od misli gre, da napaka je samo takrat, ko se iz napake nič ne naučiš, ne? Ja. Verjetno je. Ja, včasih se ponavljajo večkrat. In ko ne zato, spoznamo, ker se iz njih ne naučimo dovolj? Ne naučimo dovolj, ne vidimo, kaj nam sporoča. Včasih se gre tudi za neko osebnostno lastnost, lahko bi rekli tudi nekaj, kar našo osebnost moti, za neko obliko arogance, da razumemo, da vse, kar naredimo tudi zlega, je že prav tako. Kjer ni obžalovanja, se potem taka oseba ne more spremeniti. Se pravi, naredimo nekaj brez vesti? Brez vesti, ja. A drži to, da vest, če jo privzgojimo otroku do, ne vem, ene meje zgodnjega otroštva, jo človek ima, sicer ne? Kakšen je tvoj pogled na to? Lahko tudi to nadoknadimo. Seveda v otroštvu, tja do 5., 6. leta, je ključno, kako otroku pokažemo in predstavimo, kaj je življenje, kaj je srčnost, kaj je vrednota. Kasneje pa se tudi glede na družbo, ki jo imamo, lahko učimo vesti in spoznamo, kakšno olajšanje začutimo, koliko teže odpade z telesa, takrat, ko priznamo svojo ponižnost. Ne ponižanost, da nas nekdo ponižuje, ampak ponižnost pred samim življenjem in pred našo nemočjo. Mi sami kot posameznik smo velikokrat čisto nemočni, ampak ko pa imamo drug drugega, ker mi smo družabno, socialno bitje, od tukaj lahko črpamo moč in imamo podporo. Tudi ko nekdo zboli, največ podpore črpa prav iz družine, od prijateljev, iz tistih najbližjih. Pa ocenjuješ, da na splošno v veliki večini primerov imamo urejene družinske odnose, vedno izpostavljaš to matično celico, kjer dobimo energijo, kjer dobimo zatočišče in še kaj, pa se včasih zazdi, da jemljemo družino kot tako in to, kar imamo, za samoumevno. Tvoje izkušnje so kakšne? Niso vse družine zdrave. Nekatere družine imajo prehude rane in se počasi iz generacije v generacijo izceljujejo. Tam, kjer je rana, so seveda obrambni mehanizmi, se človek poskuša zaščititi z nekim dojemanjem sveta, z neko destrukcijo. In je težko, če se rodimo v tako družino s težkimi ranami, potrebujemo veliko energije in dobre volje, da prepoznamo dobro v življenju in izstopimo iz nekih ciklov. Tam, kjer je pa družinsko jedro zdravo, kjer je podpora, ljubezen, spoštovanje, kjer je dober zgled, je pa to zelo
dobra odskočna deska, zato se mi ljudje med sabo ne moremo primerjati, ker je vse odvisno, kje smo štartali. Nekdo je lahko štartal zelo tako ugodno, nekdo pa ne. In ko se v življenju srečamo, se ne moremo z nikomer primerjati. To je Pa se tako radi, ne? In to je boleče. Mi se lahko primerjamo samo samim sabo. Pred 5 leti sem uspela toliko, zdaj uspem toliko. Ali pa pri 20 sem to lažje, bolj brezbrižno rešila, zdaj pa porabim toliko več energije. Se pravi, da mi se lahko primerjamo samo samim sabo, da je to doprinos naši rasti. Ko se pa primerjamo z drugimi, takrat lahko postanemo celo zavistni ali pa žalostni, začutimo še več nevrednosti. Nekdo tako zmore, ne vemo, od kje je štartal in kako. Zato ni okej, da se primerjamo z drugimi. Lahko so nam vzgled. Lahko, če so nekaj dosegli, nam pokažejo, kako. In mi potem temu sledimo. Alenka, včasih se težko sprijaznim s tem, da samo če greš v življenju skozi preizkušnje, lahko napreduješ kot človek. Sej ni prav tako. Super. Ni prav tako. Mi ne rabimo trpkih preizkušenj, kadar smo čuječi, kadar smo v trenutku in v življenju. Tudi ko recimo pomagamo drugemu človeku v stiski, je ta izkušnja, kot da bi bila naša. In recimo, ne glede, kako si ta fenomen razložimo, ampak veliko ljudi, ki drugim pomaga iz stisk, tudi ko padejo sami v stisko, ta traja manj časa. Recimo gospa, ki nudi oporo drugim, ko so hudo bolni in se ne umakne, ne zbeži, si ne zatiska oči, ampak pomaga po svojih zmožnostih, ko se sama sooča z boleznijo, je ta dosti bolj prijazna do nje. Kot da bi ona že z tem, ko je stala drugim ob strani, prišla do spoznanj. Če se življenju ne izmikamo, da smo čuječi, da opazujemo, da se učimo iz prilik drugih, tudi iz knjig in iz zgodb, iz povesti, takrat ne rabimo trpkih izkušenj. In prav povesti in zgodbe imamo zelo radi. Otroci imajo radi pravljice, povesti, ker se iz njih tudi učimo. Včasih so si ljudje zvečer pripovedovali zgodbe. Ne samo tiste... Zdaj smo na telefonih. Ja, zdaj smo na telefonih. Niso se pripovedovali samo nekih zgodb, pravljic, ampak tudi o svojih prednikih. Pripovedovali so o dedku, o babici. Mi smo tukaj lahko črpali spoznanja o tem, odkot prihajam, kakšen značaj je bil prisoten v družini, kako lahko nekdo ni bil dober in kako so drugi reagirali. Vse to pomeni neko spoznanje. In ko smo mi pripravljeni se učiti, takrat tudi rastemo. Zanimivo je, da tudi ko se učimo, se nam odpirajo vedno nove sinapse v možganih in se možgani v bistvu pomlajujejo. Ko jih mi izčrpavamo z nekim rutinskim delom, razmišljanjem, ko gledamo preveč v ekrane, se možgani utrujajo in starajo. To je zelo preprosto povedano, ni zdaj znanstveno opredeljeno. Ko pa se učimo nekaj novega, nekaj, kar nas zanima, pa naj bo to kvačkanje, peka peciva ali pa izdelovanje z glino, tuj jezik, se možgani pomlajujejo in dobivamo nove izkušnje. Se pravi, zdaj bi morali postaviti vprašanje, kdaj smo zadnjič naredili kakšno stvar prvič, ne? Tako. In to, ko se nečesa novega lotimo, se mi praktično pomlajujemo in to je ključ dobrega počutja. To je kreativnost in ustvarjalnost. Ampak v tej kreativnosti spet ne smemo iti preko mej, ker nam da občutek varnosti obred. Recimo obred je tudi jutranje umivanje zob, pitje kave, obred, ko se srečamo starši, če to recimo ob nedeljah. Ti obredi nam dajo občutek neke stalnosti. Mi rabimo nekaj, kar se ponavlja, da se počutimo dobro in varno. Ko se čez dan zgodi mnogo prilik, ki jih ne moremo obvladovati niti predvidevati, smo stalno v tisti obrambni pozi, kako se bomo odzivali. Nismo sproščeni. Ko pa veš, zdaj je 10 ura, jaz zdaj pijem čaj, je tisti obred, ki ga ponavljamo in naše telo takrat najde mir in občutek sproščenosti. Morda še eno vprašanje v povezavi z to sproščenostjo oziroma pozornostjo. Velikokrat slišimo tukaj in zdaj, ampak mi smo ali v preteklosti ali v prihodnosti.
pa nas naučiš, kako ne bomo bolj prisotni, se pravi, mi dve, zdaj le pijeva čaj, se pogovarjava, si gledava v oči, se učiva novih pogledov na življenje, če rečem takole. Ja. To lahko tudi najprej preverimo, koliko smo mi sploh bili kdaj v življenju prisotni. Na trenutke in dogodke, kjer imamo dober spomin, ki se dobro spomnimo dogodka, smo bili 100% v tistem dogodku. Ko pa je spomin medel, mi nismo bili prisotni, smo bili z mislimi drugje. Tudi otroštvo, če so spomini zelo medli in se ga ne spomnimo, nismo bili prisotni. To recimo lahko terapevtu pove, da se je tam dogajalo nekaj, da je otrok bežal v svoje svetove, v namišljene svetove, ker se je dogajalo nekaj, kar ga ni podpiralo in mu ni pokazalo, da je življenje dovolj zanimivo tukaj in zdaj. Če imamo dober spomin na dogodke, pomeni, da smo bili ves čas mi prisotni in v trenutku. Ko se ukvarjamo s preteklostjo, lahko postanemo nostalgični in žalostni, ker mi se preteklosti spomnimo samo tistih lepih trenutkov. Marsikdaj pozabimo neke trpkosti in res idealiziramo neke stvari iz preteklosti. Takrat imamo premalo energije za tukaj in zdaj. Če pa bi razmišljali o prihodnosti, takrat nas postane strah, ker je to negotovo in nimamo nadzora nad prihodnostjo. Seveda moramo biti odgovorni, moramo vedeti, da bomo naslednji dan šli v trgovino, kupili nekaj za dati v lonc, skuhali kosilo in tako naprej. Ampak preveč v prihodnost, reševati situacijo v prihodnosti je izguba energije in je nimamo za tukaj in zdaj. Da se opozorimo, da smo tukaj in zdaj, najlažje naredimo z tem, da damo roke na srce in poskušamo začutiti utrip srca. Če ga takoj začutimo, smo v sebi. Ali pa na prstih, ko začutimo na konicah prstov utrip srca, pomeni, da smo prisotni. Otroci to navadno hitro začutijo. Nekdo pa sploh ne začuti, ker je tako razpršen povsod. Za biti v sebi smo zaveščeni prav skozi obrede. Recimo si umivam zobe in si masiram dlesni ščetko, samo v trenutku in si povem. Se lahko potem takem pokličemo nazaj, ko nekam pobegnemo z glavo, z mislijo. Čutim, pijem kozarec vode, čutim vodo v ustih, kako hladi ali greje moja usta. Čutim požirek do želodca, čutim stol pod sabo. Sem zdaj v trenutku skozi neke obrede, ki jih počnem. Zdaj sem samo tukaj, zdaj namenim pozornost nekomu drugemu. In takrat imamo tudi boljše odnose, ker sem tukaj, pa tudi drugemu človeku, sogovorniku, namenim aktivno pozornost. Mu dam prostor. In takrat je seveda... To je pomembno poslušanje, ne? Ne pa že postavljanje vprašanja, ja, kaj pa ne? Ali želja, da ti poveš svoj del, ne? Se pravi, ti mi govoriš, kaj si skuhala za večerjo, jaz pa takoj, kaj sem jaz skuhala, ne pa da vprašam, je bilo dobro, je bilo, ne vem, okusno, so bili družinski člani navdušeni. V tem smislu dajanje tudi v enem pogovoru kot takem. Ja, omogočiti sogovornikom prostor in jih takrat ne samo poslušati, tudi začutiti. Ne pa mi želimo povedati svoje, si vzeti svoj prostor v nekem dialogu in pa mogoče celo vsiliti naše mnenje. Ampak eni si ga jemljajo več, drugi manj. Se pravi, eni bi prevzeli besedo v vsakem trenutku, drugi so tihi, poslušajo, premlevajo morda. To je odvisno od karakterja, verjetno. Ja, in pa tudi ta del nas se lahko spreminja, takrat, ko mi se počutimo gotove vase. Ko rabimo neko potrditev in iščemo potrditve iz okolja, pridemo v prostor in smo najbolj glasni, najbolj glasno se smejemo, največ nas je v tistem prostoru. Za vsako stvar najdemo neko besedo. Vsakega človeka lahko na nek način povemo nekaj o njem ali njemu. Takrat seveda to pove, da nimamo samo sebe, da imamo nek nemir, da ves čas rabimo ves prostor samo zase. Zdravi odnosi so takrat, ko dovolimo tudi drugim svoj prostor in se zavedati tega, da ne rabim toliko prostora in da je zelo lepo, ko opazujem tudi nekoga drugega, ki si vzame svoj prostor. Kaj pa ljudje, ki si, bom rekla, vzamejo
svoj čas, svoj prostor in so dobro sami sabo, in spet drugi, ki rabijo vrvež, množice prijateljev, nenehno dogajanje. Kaj pa kaže morda to na... Nekateri ljudje so zelo tako izrazito introvertirani in so sami s seboj čisto v redu. In tudi ne čutijo neke potrebe po velikem druženju. Ni pa vedno tako, lahko se gre za to, da mi otopimo. Da se ne počutimo dovolj gotovi vase, da je samozavest, samopodoba tako nizka, da se začnemo izogibati ljudem, pogovorom, situacijam in postane naš svet zelo majhen. Ali pa ne želimo govoriti, da nam v življenju nekaj ne gre, tudi pa se potem raje izoliramo. Verjetno so tudi taki primeri, kaj ne? Tako da tle je težko. Je razlog za to, da se nekdo izvzame iz okolice in gre v osamo, če rečem takole. Ja. Če so to samo obdobja, vsak rabi neko tako obdobje, ko rabi čas zase. Tudi če je to celo leto, je to čisto okej. Je prav, da si ga vzame. Ja, ko pa ni to več samo neka epizoda, ampak postaja način življenja in komunikacije z okoljem, ki praktično ni več, je lahko to neka stiska, lahko je otopelost, tudi samega sebe v otopelosti prepričamo, da smo čisto okej, ali pa je res tak značaj, ampak to se pa vidi že v otroštvu. Ker je že majhen otrok samemu sebi čisto dovolj, da se igra, da bere knjige in nima nobenih znakov, da bi zaradi tega bil v stiski. Pa je prav, da starše vprašamo, kakšni otroci smo bili? A je to koristna informacija? Ja, oni nam bodo povedali, kot so oni nas doživljali. Ja. In mogoče nas je babica drugače doživljala, kot nas je mama. Glede na to, kako se mi počutimo, tako doživljamo tudi druge. Lahko rečemo, otrok je zelo živ in naporen. Recimo babica bi rekla, tako zelo vedoželjna je bila. Tako jo je vse zanimalo, bila je aktivna. Se pravi, isto lastnost lahko opišemo kot nekaj želenega ali pa neželenega. Zato, če vprašamo, je fajn vprašati več oseb, ki so bile takrat prisotne. Se pravi, ne delamo hitrih zaključkov. Nasploh v življenju ni dobro delati zaključkov na hitro, kaj ne? Vsak doživlja lahko čisto drugače. Mogoče sva na istem pikniku in bi ena od naju rekla, da je bil super, druga pa bi rekla, da sploh ni bilo fajn. Piknik je bil pa isti. Tako da vsak doživlja na podlagi tega, kaj imamo mi v sebi. Če pride nekdo k tebi in reče, zakaj se mi v življenju to dogaja? Takrat pogledamo najprej odgovornosti, kjer nismo vzeli dovolj odgovornosti, ko se je neko ravnanje začelo. Največkrat pridemo v neko otroštvo ali pa celo otroštvo mame, očeta, kjer se začnejo neki vzorci, nekaj prinesemo tudi praktično na svet. In potem pridemo do tistih vzorcev, ki potegnejo, dajmo reči temu, napačne ljudi, oziroma se zahakljamo v okolje, v neko službo, kjer ne najdemo poti v dobro počutje. Včasih je zelo težko, ker smo odvisni tudi finančno od okolja, recimo od partnerja, nimamo možnosti drugega stanovanja. Stiske ljudi so različne. Je pa zanimivo, da človek je v hudi stiski in je položaj skoraj brezizhoden, imajo več poguma in vidijo več svetlih točk kot tisti, ki imajo možnosti, ampak ne vejo, da jim ni tako zelo hudo. In včasih, če bi samo spremljali zgodbe tistih ljudi, ki jim je res trpko, bi nam bilo skoraj nerodno povedati, kaj hudega se nam dogaja. Ker ni nikoli tako zelo hudo, dokler imamo vse te možnosti, ki jih imamo. Odkje naj človek črpa notranjo moč? Ali je to dejstvo, jo imaš ali nimaš? Nekaj je to, ja, da jo imaš ali jo nimaš, ampak notranja moč je zaupanje. Zaupanje vase. Si zaupam, da bom zmogla tudi to. Zaupam življenju, da bo zdaj prišla neka dobra prilika. Ko zaupam vase, imam tudi ob sebi ljudi, ki jim lahko zaupam. Če pa sebi ne zaupam, sem nezaupljiva do vsakega izven sebe. Tako da, ja, ko zaupam svoje sposobnosti, je to moja moč. Poznavanje svojih adutov, recimo, je to moja moč in da vem, da jih lahko uporabim. Če nisem nikoli v stiku s tem, da sem samostojna, pa ne razumem te notranje moči. In prav to je pri vzgoji pomembno, da so otroci samostojni.
Ker ko niso samostojni, ne zaupajo vase. In potem še mamice velikokrat se izrazimo z nekim nezaupanjem in jim ne zbujamo občutka notranje moči. Se pravi, dati otroku potrditev, ga na nek način prepustiti, zgolj usmeriti, ne nadzirati. Je to tisto, ki nam pomaga graditi zaupanje? Mu stati ob strani, mu mogoče povedati tudi svojo izkušnjo, lahko neko priliko iz zgodbe. Zgodbe pripovedujejo marsikaj, se veliko pogovarjati, veliko družiti. Ni se potrebno z otrokom, ko je majhen, igrati, ker odkar obstaja človeštvo, se starši nikoli niso igrali s svojimi otroki. To počnemo zdaj in se nam zdi, da je to prav. Otroka moramo vpeljati v naše vsakodnevne rutinske aktivnosti in tudi preživljati čas skupaj in mu s tem vlivati gotovost vase. Mu ne dati direktnih rešitev, ampak postavljati vprašanja, recimo kako bi se odzval, kaj boš zdaj naredil. In otroci imajo velikokrat take preproste rešitve. A ima življenje preproste odgovore? Ja, ampak mi si zakompliciramo. Naše dojemanje, naši strahovi zakomplicirajo situacije. Ko pogledamo za nazaj, vidimo, da bi lahko marsikaj veliko bolj enostavno rešili, ampak nismo zmogli. Enostavno se zavozlamo tudi tam, kjer ni potrebno. Kako gledaš na ta rek? Poglej, s kom se družiš, oziroma in povem ti, kakšen si. Treba je vzeti kot neko zrcalo, ker neka negotova oseba bo pritegnila k sebi lahko nekega prijatelja, ki je močen, navdut, lahko celo aroganten. Se pravi kontra? Ja, zato ker je ta odvisen odnos, pač nezdrav odnos, ampak ta aroganten človek rabi nekoga, ki mu ukazuje, ki je vodljiv, in ta drugi, ki je negotov vase, rabi pa nekoga, da ga usmerja. Tako da mu pove, kdo je. Če se druži z arogantnežem, ni nujno, da je tudi on aroganten, ampak je mogoče samo tako negotov vase in rabi, enako je pri partnerstvu, partnerja, ki pokaže na našo rano. Vedno naša družba pove o naših ranah, pa tudi o značaju. Zakaj naj bi bil nekdo aroganten? Odkot pride aroganca? Aroganca je stvar, ki se privzgoji oziroma pridobi tudi, če je kdo od staršev aroganten. Aroganca je v bistvu značilnost človeka, ki je zelo negotov. In ko je v svojem nezavednem negotov, ima rad nadzor nad vsem in rad vrednoti. Rad je ošaben, lahko celo žaljiv in razvrednoti vse tisto, česar on ne razume. Kar ne razume, reče, tisto je brez veze, tisto je neumno, tisto je nepotrebno. Aroganca je kot neka slepota, ne vidi resnice o sebi, niti o drugih ljudeh. Ima neko svoje prepričanje in temu prepričanju je oseba zvesta. Največkrat sebi tudi verjame, da je tako, kot doživlja svet, prav, da je on ali ona superlativen, da več ve, vse zna narediti prav, vse zna. Se pravi, to je nekaj privzgojenega. Ja. Ampak imamo lahko aroganco tudi do sebe. Velikokrat. Takrat, ko mi ne slišimo, ne čutimo svojega telesa, ko zanikamo potrebe telesa, smo arogantni do svojega telesa. Ja. Če bi morala dati en sam nasvet vsem tistim, ki so zdaj z nama, kaj je tisto, kar bi nam odprlo oči morda, zato da bo jutri boljši, kot je danes, ali vsaj tako dober? Sigurno biti v dobri družbi. Si zbrati nasmejane ljudi, lahkotne klepete, stopiti iz vloge žrtve in manifestirati na ta način, da vemo, kaj si želimo in da misli in energijo v to ustvarimo. Če si želim piškote, vem, da jih bom mogla speči, se pravi, sem usmerjena v to. In da postanemo kreativni. Da vsako stvar, ki jo moramo opraviti, ne vzamemo kot nekaj, kar je potrebno in kar je neželeno, ampak da pri tem se lahko imamo tudi dobro. Vedno se odločim, ali je čiščenje kopalnice naporno ali je zabavno. Če prižgem malo glasbe in je tisto čas zame in malo pomigam, lahko je zelo zabavno.
Ampak lahko je en dan zabavno, en dan naporno, tudi to nam dovoliš. Tudi to, seveda. Dovoliš je bilo pač ne, narekovajih rečeno. Želim povedati, da se vedno mi odločimo, kakšna je situacija. Ali je dobra, ali je slaba, ali je zabavna, ali ni zabavna. V nas je vedno ta ključ, kako bomo mi doživljali svet, kako se na stvari odzivamo. To so procesi, tu ni stikala. Mi smo se več desetletij mogoče marinirali v ena in istih vzorcih in ena in istem načinu doživljanja življenja. Ne gre čez noč. Potrebno se opazovati, kako mi govorimo, s kom si pripovedujemo neke zgodbe, kot sem prej omenila, tisti dnevnik pogovorov in zapisov, ker pogovori povejo, o čem mi razmišljamo in v kakšnih energijah smo. Kako stopimo lahko ven iz nekih energij, pa je prav to, da se zavemo, da moramo drugače začeti razmišljati. Ampak začetek je zavedati se potem takem. Ja, biti odkrit do sebe in tudi vedoželen. Da želiš spoznati, kaj je tisto, kar ne gre. Ni lepo slišati neke kritike o sebi. In ko se sami dokopljemo do te resnice, je najlažje. Se pravi, tudi ljudje, ki pridejo k tebi na delavnico, na terapijo, na pogovor, verjetno težko slišijo, kar jim imaš povedati, ampak verjetno veš, dokje lahko. Ja, vsekakor ni namen človeka spraviti v dodatno stisko in da se potem odpre raziskovanju sebe. Sploh ne obljubljati nekaj, kar je iluzija oziroma kar ni prizemljeno, ampak ja, povedati točno tisto, kar človek vpraša. Bolj kot je direktno vprašanje, bolj direkten je lahko odgovor. Ampak kaj, če bi nekomu odprla oči, če bi povedala prav malček več? Včasih se zgodi tako, ja, da spontano se zgodi, da steče pogovor tako globoko in je zelo zanimivo, ker v danem trenutku mogoče človek tega ne razume ali pa niti ne sliši in mine mogoče leto, dve, ko se ponovno srečamo in reče, veš, da komaj prejšnji mesec sem dojel, kaj smo mi govorili. Ampak ne, ker je imel sam izkušnje, ampak ker je imel prijatelj in je potem njemu iz tega konteksta lahko svetoval in videl, da je to njegova zgodba. Mi se učimo na mnoge načine. In takrat, ko smo zaveščeni tega in odprti, gre lahko zelo hitro. Kaj nas uči to obdobje, v katerem smo? Potrpljenja in trka nam na vest. Koliko vesti imamo in koliko dobrote imamo v sebi. Dobrota v naši družbi ni vedno vrlina. Je včasih kot znak neke šibkosti. Jaz se s tem seveda ne strinjam, ampak ko gledamo globalno našo civilizacijo, naš svet, se res zdi, kot da resnica, dobrota ni to neka vrlina, ampak je neka moč, nek materialni doprinos, tisto, kar je več vredno od resnice in dobrote človeka. Ni pa tam sreče. Sreča je takrat, ko smo mi dobri, ko znamo srečiti sebe in tudi druge. Skrb za drugega človeka, ne takrat, ko se mi razdajamo, ampak ko iz srca pomagamo drugemu. Se zgodi, da človek reče, se preveč razdajam, preveč pomagam drugim, zdaj sem se pa izčrpal. Navadno ne pride do tega, če ni zadej vzorca, da mi to delamo za druge, ker rabimo potrditev. Če mi delamo neko dobro delo za drugega, ker rabimo potrditev, se bomo izčrpali. To pomeni, da dajemo, ampak ne znamo dajati. Moramo dajati brez pričakovati nazaj nekega odziva ali potrditve. Damo preprosto zaradi svoje srčnosti, oziroma ker ta akt pripoveduje neko zgodbo tudi o meni, o tem, kdo sem jaz. In če tu vzorec, da pričakujem potrditev, me bo izčrpalo. Nas izčrpa vedno situacija, ko nismo zvesti sebi in ko delamo nekaj, za kar rabimo potem neko vrnitev iz okolja. Alenka, pa vendar, zakaj ljudje danes vse vprek kritizirajo? Se pravi, nič ni v redu, kakršnekoli teme se lotimo, najdemo to negativnost. Je to zgolj tako obdobje, so ljudje naveličani vsega, nimajo zaupanja?
v nikogar. Začne se v sebi in v družini. In ko v sebi nismo zadovoljni, tudi zunaj sebe vidimo samo nekaj, kar nam daje vtise nezadovoljstva. Tisti, ki je srečen, ne more biti zloben do drugih. Samo tisti, ki je nesrečen, je lahko. In mi vidimo v svetu najprej tisto, kar je tudi v nas za urediti, izceliti. Odzivamo se velikokrat s strahom in radi kažemo na druge s prstom, se pa ne zavedamo resnice. Meni je zelo lepo povedala ena starejša gospa, preko 80 let stara, ko je rekla, vsi šimfate to zdravstvo, ampak je rekla, odkar jo živim, nikoli ni bilo boljše. Mi smo živeli nekje v Rovtah, ni bilo lekarne, ni bilo zdravnika. Zdaj je rekla, karkoli je, grem v lekarno, mi pomagajo, grem na urgenco, sem na vrsti v par urah, ampak sem. Se pravi, nikoli ni bilo boljše, ampak vedno znova mi kažemo na to, kako bi lahko bilo. Nismo na tem, da bi vse presojali ali pa vrednotili. To lahko počnejo tisti, ki so tam v prvi bojni liniji in so lahko do tega pošteni. Nekdo, ki nečesa ni poskušal in nima lastne izkušnje, ne more videti dejanske resnice o tem. Ne moreva govoriti, kako je biti frizerka, če tega nikoli nisva počele. Midve si lahko misliva, ampak resnično lahko pove nekdo, ki je to izkusil. In ko tako vrednotimo tudi nek sistem, okolje, ali pa recimo smo se dotaknili zdravstva, takrat si nižamo neko frekvenco, pa tudi zaupanje. Kot da tečejo potem prepričanje, da ne moram zaupati in seveda, ko bom rabila zdravnika, bom naletela točno na takega, kot ga jaz projeciram v prostor, da zdravniki taki so. Zato tudi nekdo vedno sreča zdravnika, ljudi, ki jim pomagajo, nekdo drugi ima pa vedno, rečemo, smolo. Ni smola, tako prepričanje ima. In kaj lahko naredimo, da bo drugače? Vsak pri sebi, se pravi, kateri je tisti prvi korak, morda na katero vprašanje si najprej odgovoriti, zato da se bo tehnica začela prevešati na svetlo stran? To, da ne vrednotimo in ne blatimo, česar ne razumemo, to je aroganca. Drznem si o nečem govoriti, razpravljati, pametovati, pa sploh nimam podatkov o tem, niti izkušenj. Lahko imamo znanje, teorija ali praksa in potem lahko nekaj rečemo. Ampak vedno se naša zavest meri v tem, da lahko kritiziramo ali iščemo rešitve. Ko mi podamo neko kritiko, jo podamo lahko takrat, ko imamo tudi neko možno rešitev ali predlog za rešitev. Takrat je to zelo zdravo in konstruktivno. In se pravi, ne vrednotim tistega, kar ne razumem. Lahko opazujem in tudi se vprašam, zakaj me je to zmotilo, zakaj me to jezi. Mogoče, kar jaz pri sebi nečesa nimam razčiščenega, vedno se vse začne v meni. Se pravi, zakaj me je nekaj ziritiralo, je fajn, da se vprašamo, kaj moram pri sebi še rešiti? Tako, kaj je pri nas tisto, kar nam ta dogodek v resnici sporoča? Ali pa zakaj mi gre ta človek, v narekovajih, na živce, kaj ima tistega, kar morda jaz nimam? Ja, ali imam preveč, ne vem. Mogoče se gre za nek vzorec, kjer naj bi mi to že predelali. Mogoče nas zmoti tudi, ker je nek vzorec podoben maminemu vzorcu, pa mi odnosa še nismo prerasli, predelali. Včasih je zelo preprosto, da se z nekom ne moremo ujeti, ker imamo drugačne vrednote. Kar tudi ni nič narobe, ne? Ni nič narobe, ampak takrat nas ne zaboli, nas ne zmoti. Včasih kar dobesedno preslišimo. Ko pa nas zaboli, takrat pa je nekaj v nas, kar nas je to ziritiralo in nam nekaj pripoveduje. Ja. Čisto za konec, Alenka, kaj te je življenje naučilo? Da je lepo, da je življenje lepo, da je velikokrat milostno in da, ja, ko se naučiš živeti, je res vse lepo in dobro. Naučilo me je tudi tega, da smo ljudje med sabo prijatelji in dobri, da tudi takrat, ko se počutiš najbolj sam, vidiš, da so ljudje, ki nosijo v sebi veliko dobrote. Imam zaupanje v ljudi, v življenje, da nam nosi marsikaj dobrega. Moramo biti pa pripravljeni to videti, ne se oklepati te vloge žrtve in potem tudi sveta videti z očmi žrtvije. Ker svet se projecira vedno v tistem, kar mi pričakujemo. Življenje je lepo, tako Ja. bova zaključili. In Ja. mislim, da lahko postaviva piko pod
pogovor. Alenka Brajnik, hvala lepa. Hvala tebi, Martina, za vabilo in prijeten klepet. In veliko zadovoljnih in nasmejanih obrazov, ki bodo zapuščali tvoje prostore, tebi pa veliko elana in navdiha za to, da boš učila in kazala pravo smer. Hvala. Srčno Hvala za pozornost in hvala, ker ste bili v naši družbi.